Kako sem potovala v Francijo, v Sloveniji? Kako ste pripotovali v Slovenijo? Z avtom, ker je ko sem prišla prvič v Slovenijo, sem prišla tudi z avtom, ker sem imela veliko prtljago in je, kot veste, da z letalom samo 20 kg takrat je dovolj in je, ker sem prišla tu načeloma na začetku za 1 leto delo v gimnaziji, tako da veliko knjige in tak naprej, to se že več kot 40 kg in je, sem odločila tudi za ostalim stvari za avto. In je, glede na to, da sem prišla v Slovenijo, nisem, se upravičujem, ampak nisem vedela, da v Slovenijo obstaja na tem svetu. In je res zelo, to je sram, ampak kaj čemu. Glede Francije, ki je veliko in je Slovenija, ki je take majhne države, nisem vedela, da je Slovenija tu blizu in je take lepe države in lepe kraj. In je, ko sem malo iskala na internet in je, sem videla, pa to ni take daleč. In je, sem rekla, gremo z avtom, samo čez Italije, ker ko sem rekla prej, sem v Grenoble, do meje do Italije, to samo 120 km, čez Italijo pa smo že v Sežane in je od Sežana do Maribor ni toliko kilometrov, ne? Tako da vsako leto, ko gremo v Franciji, grem samo na tej dolgo pot. Čez in pod, kako se reče, tej vlak Eurotunel, res nisem še potovala, pa nisem še nameravala iti tam. Zakaj? Ker pač, mislim, Maribor v Londonu je ceneje z letalom. Ljubljana v Franciji. Komu? Tujci ali Francozi? Tujcem, naprimer. Tujcem? Mislim, da je La Tour Eiffel, ker je pred kratkem, ko sem tudi z naše dijaki iz gimnazije šli na izmenjavo v Franciji. Sicer naša izmenjava kraj je bilo v Saint-Malo, čisto na vzhodu Francije, ampak smo šla mimo Pariz, ker smo že v Franciji, moramo iti vsaj v Pariz, vsaj par dnevi. In vsi so želeli iti na Eiffelova stolpa, ker je videti Pariza brez tega nemogoče. In je mislim, da tudi vsem ostalim in je v začetek meseca aprila, naprimer, ko smo bili tam, smo morali čakati vsaj 1,5 ure, da lahko šli gor. In je, predstavljate, če sredi poletje greste tam, pa čakujete vsaj 3-4 ure čakanja pred, da lahko greste gor. Kaj bi nam pa še vi priporočali, da se ogledamo v Franciji? Torej, je zelo zanimivo predstavitev, ampak je, mogoče jaz bom malo popravila, ker ste napisali French attractions, to bi bilo Paris attractions. and all around. Ker je Francija je velika in je vsako mesto, vsake regija je zelo lepa in je ima svoje tudi znamenitosti. In je, res je, da pravzaprav tiste, ki želijo Francijo obiskati, gre v Parizu, ampak jaz tudi priporočam različne kraje in mesto. Prej sem omenila Lyon. Mislim, da ne bi zdaj naredila regionalizma, kot v Sloveniji, Ljubljančani, Mariborčani, ampak Lyon je zelo, zelo lepo mesto, naprimer, za obiskat. Tudi, če greste v južne Franciji, na te Azorske obale, boste videli eno tam v meste, različne mali mesta, ki je zelo, zelo, zelo lepo. Tako da meni je zelo težko priporočati, ker je zelo imam rada celo Francijo, ne samo Pariz. Pariz tudi, ko sem obiskovala parkrat, ni veliko. Jaz sem kot vsem ostalim tujcem, ki pridejo v Francijo obiskati Pariz, ker ne živim tam.
In ne poznam veliko, ko sem šla tam prej, malo pa res šla mimo te seznam. Ali ste si že v Sloveniji ogledali kakšne znamenitosti, katere in kaj menite o njih? Seveda, kot vsi, ki pridejo v Sloveniji, tudi morajo iti v Postojansko. In je zelo zanimivo in je zelo lepo, ker jaz imam rada bolj pokrajne stvari tako ogledati, je narave in to je posebne, kaj bi rekla, znamenitosti, ker je na eni strani podobno, ker iz mesta, kot se prihajam v Grenoble, obstaja tudi eno jamo, ki se imenuje Grotte de Chorange, ki je zelo znano in je vsi tujci, ki prihajajo, ki poznajo te jame, kraške pokrajine, prihajajo tam. In je tudi, oni so vzeli iz Slovenije ta Proteus, tako da nisem že spoznala s Proteusom, prek da sem prišla v Slovenijo. In ravno zato sem šla tudi v Postojnske jame, da videti to v njihove domače domovine, kakve okoliščine. Ostale pa Bled, seveda, in je grado Bled, in je meni najprej zelo zanimivo in je tudi smešno, ker je v francoščini Bled pomeni nekaj mali vasi nepomembno. In ko sem prišla tu, pa so rekli, moramo tebi peljati v Bled. Sem rekla, kam? V Bled. Sem rekla, to je res, to je nekaj za kako bi rekla, joke, za šalo. In ko sem gledala, pa sem rekla, pa to res je lepo Bled. Obvladati slovenski jezik, to je veliko reči, ker pravzaprav sem sama se naučila slovenščino. Iz knjige, iz filme, iz pesmijo, iz ulice, vse okrog mene. Sem vedno želela, ker ko sem rekla na začetku, ko sem prišla v Slovenijo, sem prišla samo za 10 mesecev, da bi delala. In meni je bilo všeč tako, da sem podaljšala pogodbo, pa vmes sem srečala mojega moža. In ampak mi dva, ko sva se spoznala, sva se pogovarjala v angleščini in kasneje, ko sem vedela, da on je učil francoščini, potem pa sem rekla, bo moraš govoriti francosko. In on je več se naučil francoščino kot jaz slovenščine in sem morala sama počasi še učiti. In zdaj, ko živim tu, pa vem, da veliko napake naredim in slovnico ne poznam dobro, glede na to, da učim jezike, potem pa sem poskusila na začetku najti, kako je ta sistem. In sem vzela knjige, pa poskusila vaditi slovnične vaje in tako. In želim res tako bolj pravilno učiti slovenščine, ampak zdaj časa mi manjka. Tako da upam, da bo še našla. Bonjour. Ça va? Ça va? Ça va? Tu vas bien? Tu vas bien? Ali učite mogoče nemščina? Ja. Tako da to je U, se bere U. Prav kot U. Tako da to ne bi smelo težave. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Oui, ça va. Oui, ça va. Comme ça.
Comme ça. Alors, kaj bi bilo to pomeni? Alo? Kaj pomeni ça va? Ça va, ja, tako si. Ali, gre. Samo ça va je gre. Ali, tu vas bien? Si dobro. Potem pa odgovor je ça va? Ça va. Ça va? Ça va. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Ça va très bien. Ça va très bien. Ça va mal. Ça va mal. Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Bravo. Vous voyez, vous êtes très bon en français. Že vse razumeli. Torej, kakšna beseda je podobna v francoščini ali v angleščini? To so velike. Obstaja samo mogoče izgovorjavo malo drugačen. Ampak je, če znate že angleščino, tako imate že nekaj podlage, da se boste že razmišljali, kaj bi bilo to pomeni. Eno beseda, ki je vedno ljudje želijo učiti na primer, ko učijo jezik, ali tega tudi poznate? Žete. Pomeni? Ja. Alors, kaj je bilo tu? Kaj pomeni tu? Ja. Tu aimes le chocolat? Tu aimes le chocolat? Le chocolat? Ja. Ste nekaj slišali? Tu aimes le chocolat? Ja. Tako da tega te nisi govori. Alors, kaj bi bilo to pomeni? Tu aimes le chocolat? Imaš rad chocolat? Ja, imaš rad, ker je t'aime, aime je imeti rad, tako da tu aimes le chocolat, torej v francoščini je en zelo bogat jezik, kjer je večkrat, ko poskusim najti pravilno besedo v slovenščini, ne najdem vedno, ampak je, ko rečemo tudi, da francoščina je jezik ljubezen, na koncu smo zelo revni, kar se tiče glagol, kako izraziti svoje ljubezni. Imamo samo glagol aimer. Aimer, torej lahko imamo rada j'aime le chocolat, kot j'aime mon mari. Tako da isto besedo uporabljam, kot imam rada čokolado ali ljubim mojega moža. Tako da, tu aimes le chocolat et... Alors, tu aimes le chocolat. Kako bi odgovorili? Oui. 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 Tu t'appelles? Je m'appelle Sasha. Voyons Sasha. Je m'appelle Inès. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Maya. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ludmila. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Marisha. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Daya. Comment je m'appelle? Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Gaia. Comment tu t'appelles? Je m'appelle René. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Pascal. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Comment je t'appelle? Je m'appelle Mania. Comment tu t'appelles? Tu t'appelles? Je m'appelle Sabia. Comment tu t'appelles?